Danes smo se prav namenili za ogled tega Prešernovega spomenika in vsako leto na ta dan prideva tukaj. Letos že 77. leto obeležujemo slovenski praznik kulture, Prešernov dan. Vrba, srečna, draga vas domača, kjer hiša mojega stoji Prešerna, so dajali. Čeprav je Vrba rojstni kraj, smo se danes odpravili v še en kraj na Gorenjskem, ki je bil vključen v Prešernovem življenju. Glede na to, da smo pač v Kranju, ki je to povezan s Prešernom samim, se mi zdi, da je mogoče, nisem videl niti enega dogodka, ne? Vse so sam štanti, sprav komercijala. In vse, kar je bilo kulturnega, ne je bilo posnet na zvočniku. Pa vse je bilo neki safar, smrt, teža, ne? Tukaj pa tak lep, krasen dan, ne? Kje pa življenje? No, to so pa ti ljudje, ki so prišli v mesto. Danes to ni Kranj, da Kranj je sicer čisto drugačen mesta. Ampak je zanimivo, da se sam tako dvakrat na leto dogaja tole. In se mi zdi, da folk iz nekega sploh neznanega vzgiba pač rine sem, tako da sploh ne čutijo zares teže, ampak je samo pač ta Kranj, 8. februar se nekaj dogaja, nek dogodek, ne pa v smislu, gremo obeležiti kulturni dan, ampak zgolj kot nek v podzavesti zasidran premik cele mase vsako leto. Prosti dan Slovencem prinaša veliko veselja. Prešernov dan je eden izmed mojih najljubših praznikov. Že od nekdaj obožujem Prešerna, je res znamenitost oziroma res legenda naše države. Lahko bi rekli, da je vzdušje v Kranju kar prešerno. Kaj pa to sploh pomeni? Prešerno počutje pomeni, da smo vsi sproščeni, da nekako ponovno letos pomeni to, da ponovno kultura zaživi, da bo, bom rekel, tale dogodek neke vrste prehod v neko lepšo obdobje kulture, da se bodo umetniki ponovno lahko začeli svobodno izražati in da bodo lahko zaživeli posledično neko normalno življenje. To me pomirja. Ist. Deset juri, je vzklikal čuvaj za nočni privez, ko smo izgovarjali svoje pesmi, težke kot svinec na kamnit pomor.